začetku bomo govorili o sklepanju pogodb, potem o spreminjanju in na koncu o prenehanju pogodb. Govorili bomo tudi o posameznih delovnopravnih institutih, ki jih moramo nekako upoštevati v fazi sklepanja pogodb, ali imamo pripravništvo ali poskusno delo. Imamo tudi posamezne posebne pogodbe o zaposlitvi, za razliko od teh klasične za nedoločen čas, imamo morda tudi kakšne drugačne primere. Imamo posamezne kategorije zaposlenih, pri katerih moramo biti posebej pozorni, ker imajo iz različnih razlogov nek poseben status. Tudi zaposleni imajo tekom trajanja pogodbe o zaposlitvi možnost ne samo delodajalec, da spreminja pogodbo o zaposlitvi, ampak tudi sam javni uslužbenec, če meni, da mu je kršena kakšna pravica iz delovnega razmerja tekom trajanja pogodbe o zaposlitvi. Tudi to se bomo pogledali in na koncu še najrazličnejše načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Se pravi, od samega začetka do konca bomo nekako pogodbo o zaposlitvi danes predelali. Če začnemo z samim fazo sklepanja, če smo bili skupaj vsi v moji prejšnji izvedbi, smo govorili o tem, kaj moramo biti pozorni v fazi, ko že imamo zbranega kandidata za zaposlitev in v fazi, preden začnemo konkretne aktivnosti za sklepanje pogodbe o zaposlitvi. Veste, da smo opozorili takrat na zdravniški pregled, na pridobivanje podatkov in tako naprej. Sedaj vse te podatke imamo delovno mesto, imamo vse potrebne podatke in smo v fazi, ko sklepamo pogodbo o zaposlitvi. Zdaj, sestavine pogodbe o zaposlitvi ureja tako Zakon o javnih uslužbencih, ker vas je pa večino iz dela javnega sektorja, ker se Zakon o javnih uslužbencih v tem drugem delu ne uporablja. Imamo tudi zelo podoben ali skoraj enak člen o sestavinah pogodbe o zaposlitvi tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, ki ga uporabljate v tem širšem storitvenem delu javnega sektorja. Medtem mislim, da imamo eno kolegico iz občine, za njo pa velja ZJU, ampak kot sem rekla, člena sta si zelo podobna. Mogoče je malo terminologija različna, ampak po svoji vsebini so si podobne člena, podobna pravna ureditev, kaj pogodba o zaposlitvi mora vsebovati. Zdaj, jaz sem tukaj morda podčrtala dva elementa, za katere bi vas rada opozorila. Mogoče je pomemben še en element, in sicer kraj opravljanja dela. Zdaj, v pogodbi o zaposlitvi, glede na to, kako imate kraj opravljanja dela določen, je kasneje v fazi razporejanja delavca k različnim opravilom odvisno, ali mu je potrebno izdati nalog za službeno potovanje v državi ali ne. Namreč službeno potovanje znotraj države, kadar gre v tujino, verjetno takih pogodb, da bi moral že po sami osnovni pogodbi delati v tujini, nimate, je vedno nalog za službeno potovanje. Kadar pa gre opravljati delo na drugo lokacijo dela, kot je običajna njegova lokacija dela, je pa odvisno, ali je to njegova lokacija dela, ali ga je potrebno napotiti z nalogom za službeno potovanje, od tega, kako imate v pogodbi o zaposlitvi napisano kraj opravljanja dela. Če imate napisano, da je kraj opravljanja dela na primer sedež vašega organa, in če ga potem napotite na delo, ne vem, na neko vašo izpostavo ali kamorkoli, ga morate z nalogom za službeno potovanje. Ker službeno potovanje je, kadar gre delavec opravljati delo v okviru delovnega razmerja izven svojega kraja opravljanja dela. Če imate pa vi napisano, na primer, da je kraj opravljenega dela, na primer Ljubljana ali Maribor, in tudi vse druge lokacije, kjer vi kot delodajalec opravljate svojo dejavnost, potem pa ga ni potrebno s potnimi nalogi pošiljati, ampak mu samo odredite delo, ki je na tisti lokaciji. Se pravi, da tako, kako je kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi določen, je treba biti pozoren, zato da se potem ni potrebno, na primer, izdajati kopico naloga za službeno potovanje po državi nekomu, ki mora delo opraviti tudi na kakšni drugi lokaciji, ne tam, kjer večina oziroma običajno svoje delo opravlja. Pozorila bi vas še to, da tukaj imamo dva dokumenta, ki se morda včasih v praksi menjata. Eno je nalog za službeno potovanje, kar pomeni, da ga vi s tem nalogom za službeno potovanje napotite na drug kraj opravljanja dela, ki ni sicer njegov kraj opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi.
Seveda, vedno pa, kadar javni uslužbenec uporablja službeno vozilo, zato da gre nekam, mu date pa nalog za uporabo službenega vozila. In to sta dva dokumenta. Se pravi, tudi kadar v bistvu on pride s svojim avtomobilom na sedež in tam začne delo in potem on mora oditi na neko drugo lokacijo dela, kjer sicer ni naloga za službeno potovanje, ker je to predvidena tudi kot lokacija, ker on opravlja dela po pogodbi o zaposlitvi in mu date službeno vozilo, za upravljanje službenega vozila je potrebno pa ta nalog za uporabo službenega vozila. In to sta dva dokumenta, sem opazila, da se v praksi kdaj menjata. Se pravi, kadar gre za uporabo službenega vozila, eni, kjer jih velikokrat uporabljajo, imajo tudi kar mesečne te naloge, ni treba za vsako pot. Sicer pa uporaba službenega vozila brez tega naloga, ki pomeni hkrati dovoljenje za uporabo službenega vozila, ni dovoljena. Drugo pa je vprašanje, ali mora iti na to lokacijo dela nekdo z nalogom za službeno potovanje, ali je to v okviru pogodbe o zaposlitvi potuje. Seveda gre pa vse za stvar delovnega časa.